Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes bom imela družbo. Družbo ene simpatične mini pošasti. Zakaj pa mini pošasti? Zato, ker so danes na vrsti zgodbice iz knjige z naslovom Mala pošast Mici. Tale pošast sicer ni Mici, je pa precej podobna. In upam, da ne tako nagajiva kot tale pošast Mici iz knjige, ki jo je napisala pisateljica Majda Koren, za ilustracije pa je poskrbela Jelka Godec-Šmid. Tako. Danes vam bom prebrala nekatere zgodbice iz knjige Mala pošast Mici, ne vse. Če si boste želeli slišati še kakšne zgodbice, potem pa le pokukajte v knjigo, kjer jih boste našli še precej več. Tako. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo, kakšne vragolije je počela tale pošast Mici. Smo pripravljeni? Smo. Mala pošast Mici. Mala pošast Mici je ždela na polici v trgovini z igračami in se delala, da je čisto navadna igrača. Takrat je v trgovino vstopil moj stric Zlatko, ki je kupoval darilo za moj rojstni dan. Všeč mu je bila igrača z dolgo rožnato dlako, velikimi zelenimi očmi in kratkimi rokami in nogami. Kupil je Mici. Zvečer, ko so gostje odšli z rojstnodnevne zabave, se Mici postavil na nočno omarico. Tedaj pa je začela zavijati z očmi in migati z ušesi. Ja, saj si živa? Sem vzkliknil. Ne, nisem živa, ampak Mici. In povem ti, Šimen, da ni prav nič udobno spati na nočni omarici. Ali ne bi mogla spati pri tebi? Tako sem jo vzel k sebi, jo lepo pokril in zaspala sva. To noč sem slabo spal, kajti Mici se je ves čas premetavala. Lezla enkrat k mojim nogam, drugič mi je dihala v ušesa, potem mi je zlezla za pižamo in nazadnje je potegnila odejo z mene. Prava pošast, čeprav majhna. Zato sem izjutraj napravil posteljo iz škatle za čevlje. Oblepil sem jo s sličicami, vanjo sem položil majhno odejo in majceno blazino. Mici, kako ti je všeč? Sem jo vprašal. Lepa je, je rekla Mici, zlezla pod odejico, jo zabrisala na drug konec sobe, se zasmejala in zbežala v kopalnico. Ojej, ne sme me pustiti same v kopalnici. Stekel sem za njo. Kopalnici. Iz kopalnice sem zaslišal šumenje vode. Mici je že zamašila kad, zlila vanjo pol steklenice peneče kopeli in do konca odvila pipo. Tako sva se šla kopat, čeprav je mama rekla, da ni nujno, da se kopava 2-krat na dan. Mici je najbolj zabavalo, ko je s pipe skakala na glavo. Pene je bilo vedno več. Lezla je že čez rob kadi na tla. Mici se je iz nje napravila brke in brado. Juhu, zdaj sem dedek, je zavpila, spet splezala na pipo in skočila. Čof! Voda je brizgala po kopalnici in s stropa je kapljalo. Vstopila je mama in skoraj jo je kap. Pomagala mi je pospraviti kopalnico. Nazadnje sem si s sušilnikom posušil lase. Hotel sem posušiti še Micino razmočeno dlako, kajti videti je bila kot polic cucek. A Mici se je sušilnika tako ustrašila, da je zlezla na radiator in jih hotela prej dol, dokler se ni prepričala, da sem sušilnik spravil v omaro. Puding. Mici misli, da se spozna na vse reči, tudi na kuhanje. Mama pride domov ob 4, midva pa se rada posladkava že prej. Skuhajva si puding, sem predlagal. Pudnik, je rekla Mici, medtem ko je brskala po posodicah za čimbami. Ne pudnik, reče se puding. Ponovi. Pudnik, je rekla Mici, skočila z omarice na tla in se skrila pod mizo. Kaj ta pošast res ne more biti pri miru? In sva kuhala puding. Ravno ko sem odstavil kuhani puding štedilnika, je zazvonil telefon.
Mama je hotela vedeti, ali je doma vse v redu. Seveda, mami, z Mici kuhava pudnik. Joj, hotel sem reči puding. In ko sem se vrnil v kuhinjo, je bil v posodi res samo še pudnik. Mici je namreč stresla v puding pol posodice kumine, malo moke in pest soli. Potem sva morala jesti prepečenec. Je pa kar zabavno tale Mici, a ne? Mici se šminka. Za vrati v naši kopalnici je omarica in v njej so spravljene mamine reči. Danes se Mici šminka. Kako se ji zasvetijo oči, ko odpre omarico in zagleda toliko posodic in šmink in barv in krem. Najprej ustnice. Danes naj bodo oranžne. Lica. Letos so moderna modra lička. Naj bodo kar modra. Veke. Kakšne bi želela? Črne. Ja, črne kot noč. Dlaka? Zares. Zakaj bi morala biti moja dlaka vedno samo rožnata? Naj bo zelena. Juhu! Zakriči Mici. Vzame največji čopič iz omarice, izprazni pol tube barve za lase in si z njo pobarva dlako. Ampak dlaka sploh ne postane zelena, temveč rumena. Saj veste, kaj ne? Mici še ne zna brati in je pač vzela rumeno barvo. Mici si je zelo všeč v novi podobi. Manjka samo še parfum. Mici si z njim pošteno navlaži dlako. Odprem vrata stanovanja. Pošastno diši. Hočem reči, da preveč diši. Zgrabim Mici in jo nesem pod prho. Kaj drugega mi res ne preostane. Ja, tale Mici je pa kar nagajiva, a ne? Mici zboli. Vstal sem, se oblekel, pozajtrkoval, pa me tisto jutro še nihče ni pocukal za lase. Nihče me še ni polil s čajem in nihče ni potegnil prta z mize. Vse je bilo preveč v redu. Kje neki je Mici? Pogledal sem pod mizo, kopalnico na umivalnik, kjer se tako rada igra. In nazadnje sem pogledal njeno posteljico. Mici je ležala v njej in me začudeno gledala. Boli, je zastokala. Ja, kaj te boli, Mici? Sem dejal in je vzel naročje. Ušesa, je potožila. Pogladil sem jo po dlaki. Njeno telo je bilo vroče. To je zato, ker se po kupanju ne pusti obrisati. Prinesel sem ji čaj. Iz robca sem napravil rutko, da je grela Mici na ušesa, potem pa sem moral hitro v šolo. Ko sem prišel domov, so po stanovanju ležale kocke, stena je bila na novo počečkana in radio je igral na ves glas. Oddahnil sem si. Mici je že ozdravela. Mici pade iz nahrbtnika. Ura je bila že 7:30. Šimen je dirjal po stanovanju. Iskal je čiste nogavice in šolske copate. Le kam je bil včeraj zabrisal šolski nahrbtnik? Grozno se mu je mudilo v šolo. Medtem pa je Mici tečnarila. Vzemi me s seboj v šolo, prosim, Šimen, samo enkrat. Ne bodi nositna, Mici, vidiš, da se mi mudi. Čisto tiho bom sedela, skrila se bom pod klop, niti pisnila ne bom, obljubim, prosim, no. Je moledovala in poskakovala okrog Šimna. Naj bo, se je končno vdal in jo stlačil na hrbtnik. Le Micin nosek je kukal na plano. Šimen je hitro zaklenil stanovanje in stekel proti šoli. Mici pa je bilo na hrbtniku tesno. Premetavala se je sem in tja po nahrbtniku, lezla med zvezki in po nesreči povohala Šimnove šolske copate. Kako smrdi, zraka, zraka, je zavpila in pomorila glavo iz nahrbtnika. Zunaj je bilo zanimivo. Nagnila se iz nahrbtnika in padla na pločnik. Šimen ni ničesar opazil, saj se mu je preveč mudilo v šolo. In Mici je ostala sama na pločniku.
pred šolo. Prvi sončni žarki so pokukali skozi okno lutkovnega gledališča. Zajec je Mici postregel s čajem in piškoti. Hvala za prijetno noč. Danes moram res poiskati Šimna. Že 3 dni sem od doma. Se je Mici zahvalila zajcu in odskakljala na ulico. Bilo je še zgodaj. Ljudje so hiteli v službo. Med njimi je Mici opazila otroke s torbicami in nahrbtniki na ramenih. Hej, to so gotovo otroci, ki hitijo v šolo, je prešinilo Mici. Stekla je in jim sledila za prvi, za drugi in za tretji ovinek. In tam je stala šola. Mici je stala ob ograji pred šolo in čakala. Se bo Šimen prikazal? Kaj pa, če sploh ne hodi v to šolo, temveč v katero drugo? Ne. Saj tamle vendar prihaja. Nekam slabe volje je videti, kar od tla gleda. Šimen, je zaklicala Mici in se ga oklenila okrog kolena, ko je prišel mimo nje. Mici, je v srečen zašepetal Šimen, ko jo je zagledal. Jo prijel in stisnil k sebi. Stlačil je pod pulover. Zdaj pa le tiho, v šolo morava in brez neumnosti, prosim. Mici je res ves čas tiho ždela pod Šimnovim puloverjem in se trdno oklepala gumbov na njegovi srajci, da se ne bi spet izgubila. Po pouku sta odšla proti domu. Mici je smela kukati izza puloverja na cesto. Ja, tale pošast Mici je pa prav nagajiva, ampak tako zelo simpatična, kaj ne? In v tejle knjigi je še mnogo kratkih zgodbic in prigod, ki sta jih doživela Šimen in njegova Mici. In otroci, naj vam samo prišepnem, da se na koncu vse dobro izteče. Če si želite slišati še kakšno pravljico, pa le pokukajte v YouTube kanal Moj knjižni kotiček, kjer na vas čaka že kar nekaj pravljic. Lepo se imejte in en pošastni čau!